Teden dni pred Veliko nočjo se po ulicah Slovenske Bistrice s svojimi izdelki predstavljajo sejmarji iz vse Slovenije. Že 75. kramarski sejem Cvetni petek je letos organizirala Komunala Slovenska Bistrica. Na 75. cvetnem petku je prav tako 75 razstavljavcev, lani jih je bilo 58. Veseli smo, da so se javni zavodi v Sloveniji Bistriški odzvali. Tako se je grad Slovenska Bistrica oziroma Zavod za kulturo odzval z brezplačnim vodenjem po Sloveniji Bistriškem gradu. Ljudska univerza se je tukaj predstavila se tudi zdravstveni dom z centrom za krepitev zdravja, kjer so izvajali meritve in pa svetovanje o zdravi prehrani. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z bukvarno. Komunala Slovenska Bistrica pa se je predstavila z projektom Odpadno jedilno olje ni odpadek. Če združimo in potegnemo pod črto, je to bil zalogaj kar nekaj časa in pa seveda 25 ljudi je skrbelo za to, da se je tukaj vse varno dogajalo. Nekaj časa je trajalo so tudi predpriprave. Če pa pogledamo tudi iz finančnega stališča, je to prireditev, ki pravzaprav ravno da pokriva samo sebe, je pa pomembno in Komunala Slovenska Bistrica se na tem mestu zelo odzvala in dala ljudem nekaj, kar je pravzaprav njihovega, kar so že nekaj časa imeli v mestu in da seveda po lanskoletni organizaciji Cvetnega petka, ko se je organizator, krajevna skupnost Pohorski odred odločila, da tega več ne bo izvajala, da seveda za to prireditev v takšnem ali pa še boljšem obsegu zadrži v mestu. Za prihodnje leto pa napovedujemo nekoliko bolj raznolik program in pa seveda nekoliko bolj raznoliko ponudbo, pa seveda tudi po segmentih združeno, tako si predstavljamo neko kulinarično ulico, pa potem tudi po sami vsebini združene postavitve vseh ponudnikov. In kako so bili s prireditvijo zadovoljni razstavljavci in obiskovalci? Promet je bil malo boljši kot lani, se mi zdi pa, da masovno ljudi je bilo pa malo manj kot lani. Kakšna se vam pa je zdela letošnja organizacija celotnega Cvetnega petka? Organizacija se mi zdi, da je vsako leto boljša, se mi zdi, da iz izkušenj mogoče kaj popravijo, tako da same pohvale. Ste zadovoljni s ponudbo tukaj na sejmu? Ponudba mi je kar všeč, se pravi od domačih proizvodov do pač tudi serijske suhe robe, tako da lepo. Torej vi kot podjetnik se udeležujete 2 leti, kaj pa predtem ste že tudi kaj hodili na Cvetni petek? Predtem smo že hodili kot pač meščan, se pravi kot udeleženec. Se mi zdi, da se zdaj vse malo predstavilo zaradi same organizacije, ni slabo, tako da ja. Letos kot ve imate nove organizatorje, ja. V redu, presenetljivo so se nekako uspeli odrezati, ker je težko, ko enkrat novo pa nič ne veš, ne. Ampak je vse ok, mislim, da. Pač ljudi letos je malo manj, se mi zdi, po moje vreme malo ta veter ni glih prijeten, ampak boljši veter kot dež. Glejte, organizacija vredi, kar se pa udeležbe tiče, tega ti pa nič ne more zagotoviti. To je pa odvisno od ljudi, od vremena in od vsega. Kaj pa imate vi tukaj pred sabo, kaj ste pa vi izdelovali letos? Mislim, jaz izdelujem daj, ko sem v pokoju ročno delo in to se ukvarjam predvsem z perlicami, ki so šivane z ročno iglo in dlaksom. Vsi izdelki so moji in večinoma tudi zdaj že lastna izvedba, tako da za določen izdelek porabiš ogromno časa. Zakaj je v bistvu vaš razlog, da hodite sem, si kupite kakšen izdelek? Ker se nekaj dogaja, ker je tukaj, ko pridem iz službe, nekaj se zgodi, pa grem malo ven pogledati, da nisem samo cel dan noter. Tako da, če bi se malo več stvari tukaj tudi dogajalo, bi tudi malo več kot ven prišli.